Nič, potrebujemo novo besedo, novo temo, nov predlog. Lahko pa tudi nekdo pove neko situacijo, ki se mu je zgodila enkrat v življenju, pa bomo to probali v pesem. Ko ti frizer naredi slabo frizuro, pa rečeš, da je okej. Ok, ko da se je to tebi zgodilo? Ja. Ok, kam si se pa šel strižiti? Ja, moja vas, ne, si reči sosed. Tvoj sosed je frizer. Frizerka. Frizerka, ok, kako je pa ime? Nataša. Nataša? Sprav, kje je ta vas? Kaj je ta vas? Kakšna? Lancova vas. Lansova vas. Kje se to točno nahaja? Blizu Ptuja, Štajerska. Blizu Ptuja. Ok, Lansova vas. Cool. To je po mojem dosti informacij. Hoče kdo še kaj vprašati njega za dodatne informacije? 8 evrov! Jezus. 8 evrov. Ok, tle je en bit, ki se imenuje Still Learning, tako da po mojem je to. Let's try it. Ok, sorry, kako je pa tebi ime? Martin. Martin. Martinov Prulček. Ok, let's go. En velik aplauz za Martina, da je delil to zgodbo. Oh yeah. Je že počasi ura, da se skrajša tale frizura. Mislim tako čist počas, sem se odpravil v Mancovo vas. Ja, in hotel sem prosat, pa sem se spomnil, da frizerka je moj sosed. V bistvu no, soseda. Ni bil tork, ni bil ponedeljek, bila je sobota. Kdo ga šopa? Tam se zdaj nahajam sred frizerskega šopa. Sem se usedel na stol, sem hotel dobro frizuro, da se počutil bi nov. Nakar Nataša reče, kakšno frizuro bi? Mislim, tako me vpraša. Sem rekel, da bi se postrigel na balin, ker sem zamenjal, mislim, zdaj sem skin. V glavnem ja, takole je bilo, na tem stolu sem se počutil lepo. Vprašala me je, zakaj tako? Mislim, zakaj? Če ti povem iskreno, Nataša, ker imam prhljaj. Ampak ja, kakšno frizuro ona ponuja? Najboljša frizerka daleč od Ptuja. Mislim, tako nekje zraven. Ampak Martin je mislil, da s to frizuro bo res ta glaven. In kako je tole šlo? Prvi cvik, cvik mu odrezala uho. In potem on reče, ne, pros. Drugi cvik, cvik mu odrezala je nos. In se veš, da ga to ne prepriča. Tretji cvik, cvik mu odrezala je. Ja, to si predstavljite po svoje. Ampak takrat naprej ima Martin glede frizure paranoje. Jo, pa kakšna je stvar? Ga je postrigla in potem zahtevala je denar. Pa Martin je rekel, a ti sploh veš, kdo sem? Je rekla, ne, ampak to bo €8. In je rekel, pa če mi to ni všeč. In zakaj imam jaz zdaj tako kot lele dve preči? Mislim, počutim se ful hin. Zakaj še zmeri imam lase, če sem prosil, da me na balin? Ampak ja, ona res ne ve, ker čudno ima vizijo. Kot vidite, Nataša ima orang dioptrijo. In potem niti ne ve, kaj tle ustvarja. Ona sploh ne ve, kaj to pomeni škarja. Ja, ima pa Tinder. Plus 12 plus cilinder. In ona ne vidi sploh, kje da fuck je. Ona misli, da obrezuje neko grmičevje. V glavnem Martin od takrat naprej ima travme. Od takrat naprej ima lase naravne. In si jih spušča
čist do tal, zato ker pač ne ve, kaj bo spet odtle nastal. Je rekel, moja denarnica je zdaj suha, lahko jih zdaj kje druge lasje, lej, tle je moja pazduha. In se je Nataša v izi odločila, da iz pazduhe na glavo bo lase presadila. Martin je šel frizerju, ker Martin je šel frizerju. Gremo vsi! Ker Martin je šel frizerju, v bistvu Kenny bleferki, se upravičujem k frizerki. Ker Martin je šel k frizerju, ker Martin je šel k frizerju, v bistvu kar eni bleferki. Se upravičujem, vsem ni šel k frizerju, je šel k frizerki. A je bilo tako? Je bilo tako, Martin? Vidim, nos si dal na novo narast. Oh, wow, to je bilo kar zanimivo.